Gradbeni posegi so bili gotovo izziv. Zamenjali smo vse inštalacije, tako vodovodne kot električne, na novo jih prilagodili novemu načrtu, ne. In, ko bi rekel, menjati vodovod v stari hiši ni mačji kašelj, sploh ker je dvignjena za pol etaže, ker je tako projektirana, ne. Klet je presvetljena, pritličje pa visoko. So bili izzivi, ne, ampak vse to smo uspeli z dobro, ko bi rekel, mojstrsko ekipo izvajalcev, ki so vsi strokovnjaki na svojem področju že vrsto let. Na spletu je na voljo veliko nepremičnin, a potrebno je izkušeno oko, da v njem prepozna potencial. To je uspelo arhitektu in njegovi ženi, ki sta kupila staro stanovanje v vrstni hiši sredi Ljubljane in prenovila sta ga v nekaj, kar je resnično vredno ogleda. Lep pozdrav z moje strani, sem Aleksander Vujović, arhitekt in urbanist. Vodim studio za urbano projektiranje in analizo SUPA, krajše, in trenutno se nahajamo v meni zelo pomembni realizaciji, ki je hkrati tudi najin dom z ženo, in sicer v najinem stanovanju v prenovljenem delu dvojčka na Ljubljanski Koleziji. Smo blizu centra Ljubljane, pa sploh ne dobiš tega občutka. Kako se z ženo počutite v vajinem novem domu? Hvala na vprašanju. Mislim, da v bistvu zelo dobro. Tukaj sva zdaj že dobro leto od prenove je in sva se navadila tako na mikro kot makro okolico, obe sta čudoviti. Za prvo smo mogoče kriva sama in sodelavci, s katerimi smo projektirali. Širša okolica je pa v bistvu tako, kot ste tudi sami opazili, je umeščena v bistvu v nekdaj predmestno vrstno gradnjo, ki pa je danes že v bistvu del širšega središča mesta. Tako da ima prednosti bivanja na robu, kot hkrati skoraj v središču. V Ljubljani vlada kar veliko povpraševanje po stanovanjih. Kako pa ste našli tega? V kakšnem stanju je bilo? Tole stanovanje smo našli najpreprosteje prek najbolj množičnega portala za iskanje stanovanj. Relativno nekaj časa se je prodajalo in smo si ga dolgo ogledovali in sva soprogo nekako videla potencial prenove. Stanovanje je bilo pa, zdaj ne vem točno, koliko prilagoditev je bilo, ampak hiša je iz leta 1972 in tako stavbna kot notranja oprema je bila dotrajana. Je seveda bilo urejeno čisto in livable, ne, torej dalo se živeti v njemu, vendar to ni ustrezalo nekim najinim željam in potrebam, tako da so se vseeno odločila za celovito prenovo. Kje ste našli pa izvajalce? Kako je potekalo sodelovanje? Tako kot je specifična situacija, kjer nastopam kot dvoživka in kot projektant in kot naročnik, sonaročnik. Ravno tako je specifična situacija tudi pri izvajalcih, ne. Ogromno je izvajalcev, s katerimi sodelujem že dolga leta pri drugih projektih za druge naročnike, kot je recimo Mizar, je delal iste projekte kot druge. Potem nekatere za kovinske dele imam prijatelja iz scenografskih časov, včasih sem bil tudi gledališki scenograf in mi je tudi pomagal, svetoval in tudi pomagal pri izvedbi. Gradbena dela je tudi stopili prijatelji od tasta skupaj, seveda vsak s svojim podjetjem utečenim, tako da smo v bistvu to tako malo, ko bi rekel, družinsko zapeljali, da smo ulovili vse roke in izvedli stvari tako natančno, kot sva si zares želela. Prenovo smo končali v manj kot 6 mesecih. Stanovanje, če gremo bolj v detajle, je imelo 2 predelni steni več, ne, ki smo jo odstranili. Ta glavni prostor, v katerem sedimo, je bil razdeljen na bivalni, po domače dnevno sobo in pa na drugi strani manjšo spalnico. Oba prostora sta bila manjša. Nama je pa pomembno, da lahko sprejmeva tudi večjo skupino ljudi, da je prostor fleksibilen, da je lahko tako dnevna soba kot spalnica, kot kdaj tudi prostor za druženje, za gledanje filmov, predavanje, pogovor, tudi kakšno žurko.
in sva razmišljala o tem, kako največ stisniti iz tega prostora. Nekdanjo kuhinjo v sosednjem prostoru sva premaknila v ravno tako nekdanji utility in pa hodnik, ki sva ju združila in naredila eno dolgo potezo, ki je bolj povezana z dnevno sobo, kot je bila prej ločena kuhinja v svojem posebnem prostoru. Hkrati smo pa ta prostor izkoristili za sobo za goste, kajti zelo pomembno je nama, da lahko nekoga prenočiva. V redni rabi je to kabinetna, ki pa se hitro transformira v sobo za goste. Tudi ta glavna soba, osrednji prostor, v bistvu ima veliko nekih prilagoditvenih funkcij. Recimo ta kavča se lahko združita v eno dodatno, ker sta na kolesih, dodatno ležišče za silo. Miza se odpira, ki je malo skrita za zajtrkovanje in nasploh za hrano. Potem postelja je skrita v omari, se zlaga. Imamo premično zaveso, ki nadomešča nekdanjo steno, če hočemo kdaj vizualno ločiti ta dva prostora, bivalni in spalni del. Kopalnico smo skrajšali, ker smo med kopalnico in kuhinjo umestili, smo pravim, infrastrukturni stolp, kjer je skrit bojler, grelec vode in pa hladilnik. Ravno tako smo na hodniku po meri naredili majhno omaro za obleke, ki pa se poravna z dimnikom, ki je moral ostati, seveda. V tem osrednjem prostoru so vse tudi mizarska dela so delana po avtorskem načrtu. Tako ta dolga, čudna miza, ki je 8 metrov, 4 metre dolga, 4,5, je tako moj delovni kotiček kot prostor za jedilnico, za mizo, kot tudi združuje neke najine strasti, kot so nama je zelenje zelo pomembno, rože, rastline dajo veliko, zato imam tudi nad delovnim prostorom eno tako plezalko. Se pravi, nekaj izbranih rož, potem nekaj maket prostorske umetnosti, prostorskega arta, ki ga soustvarjam z kolegi, in pa seveda nekaj vzorcev izbranih žganih pijač, katerih ljubitelj sem hkrati. Na drugi strani imamo omaro, ki je ravno tako narejena po naročilu in je sestavljena iz dveh v bistvu garderobnih omar na obstraneh, v sredini je pa v bistvu del, v katerem je skrita postelja, da ne bi bilo preveč utilitarno ali sanitarno. Sva pa tak nenavaden twist, dodala sva knjige, ki jih po resnici dostikrat bereva ravno v postelji, sva dala na vrh garderobnih omar in naredi v bistvu tak majhen nepričakovan twist, ker se preseli del bivalnega v spalni in obratno. Televizije nimava, to nikoli nisva uporabljala, tudi prej, ampak imava pa projektor in projicirava na to glavno steno, ki je za to prazna, izbrane filme ali pa o pogovorih, kakšne prezentacije. Vrta se nismo dotikali še, ampak smo ohranili to modernistično teraso, balkon in pa čudovit vrt, kot je bil. Le svoje mize smo dodali, ki so tudi avtorsko narejene, in pa stole, ki smo jih seveda kupili. Mogoče bi poudaril, to se bo tudi na fotografijah videlo, da ko se odpre tale miza, se lahko doda vrtna miza in balkonska miza, tako da dobimo v bistvu skoraj 4-metrsko dolgo mizo za izjemne priložnosti, kot so neke pojedine, druženja in tako. Se pravi, se da ta prostor spremeni, kavči se odmaknejo na rob in se tudi spremeni v ogromno jedilnico, večjo kot smo kadarkoli imeli, hkrati je pa v bistvu nimamo, kadar je ne rabimo, ne potrebujeva. Tako da to so neke osnovne značilnosti tega stanovanja. Vsakodnevno uporabljate eno osebno vozilo, kako ste rešili pa parkiranje? Ja, ob stanovanju je pred hišo prišel tudi eno parkirno mesto. Ženo se trudiva, zato so tudi tako lokacijo izbrala, da čim več svojih opravkov opraviva peš ali s kolesom, pa vendar kot arhitekt vam daj, ko bi rekel, lokacije in gradbišča, ki so onkraj dosega kolesa, in pa tudi za posebne priložnosti, predvsem za potovanja in izlete. Odločila so se tudi s časom za hibriden avto, priključni hibrid, ki je
ki terja tudi nek priklop na elektriko. Zato smo že v času prenove, pred letom, v bistvu takrat še zelo sramežljivo v poštni nabiralnik inštalirali zunanjo vtičnico, ki pa smo jo zdaj razpeljali v tako improvizorično, vendar zelo dobro delujočo električno postajo na robu hiše, in kjer dnevno priklapljamo na tem istem parkirnem mestu avtomobil. Nikjer ni videti nobenih radiatorjev. Kako ste rešili pa ogrevanje? Ja, v stari hiši, to je 52 let stara hiša, ne, ki v bistvu nima zares izolacije, popolnoma je nima, ne, gre samo za opeko. Je tudi mestni toplovod ni slučaj, da bi ogreval to hišo. Zato so se odločila po podrobnem premisleku, ker je parket edina stvar, ki je nismo menjali v osrednjem prostoru, vendar smo ga samo renovirali, zbrusili, z belim oljem belili in pa zaščitili na koncu. Torej, talno gretje ni bila opcija, ne. Smo se odločili za IR panele, ne, torej, ki smo jih uporabljali že v prejšnjem stanovanju, tudi od istega ponudnika, s katerim smo zelo zadovoljni, in tudi dodajo tako na stenah, ponekod so na stenah, ponekod na stropu, dodajo nek prostorski element, ki ni vpadljiv, ki je zadržan, ki izgleda kot nek paspartu, ki čaka na delo ali pa kaj podobnega. Tako da smo zelo zadovoljni, tudi finančno učinkovito ogrevanje in je dobra rešitev za situacijo, v katero so se znajdla, ne, ob prenovi stare hiše. V vaši karieri ste dali skozi že kar nekaj prenov. Kaj bi pa svetovali vsem, ki se lotevajo prenove starega stanovanja? Da si pridobijo strokovnjaka, arhitekta, ki jim bo dobro svetoval, ne? In ne samo svetoval, ampak naredil strateški načrt prenove. Kajti, ko gre za obstoječa stanovanja, so vedno neke omejitve, so vedno neki izzivi in sami, tako kot jaz nisem strokovnjak na nekem drugem področju, mogoče lahko spregledamo kakšno dobro rešitev, kakšno drugačen premislek, drugačen pogled na prostore, na uporabo prostorov, na dizajn pohištva in še marsikaj drugega. In v bistvu zamudimo kakšno priložnost in bi lahko vsakodnevno veliko bolje in udobneje živeli v tej isti hiši za enak denar prenove, za enako investicijo ali včasih celo manjšo, kajti dobri arhitekti v resnici varčujemo